Poglejmo poudarke današnjega Pomurskega dnevnika. V petek je v Mariboru potekal Dan slovenskih odvetnikov. Prisotne nekdanje kolege je pozdravila tudi slovenska predsednica države Nataša Pirc Musar. V studiu danes govorimo o 30-letnici delovanja študijskega krožka v Tišini ter o prireditvi, ki so jo člani krožka pripravili v ta namen. Minuli konec tedna se je BTC City Murska Sobota spremenil v mesto zabave in nakupov. Po reprezentančnem premoru sta se ta vikend na nogometno igrišče podala oba prekmurska prvoligaša. In še vreme, jasno bo. Še nekaj dni nas bo grelo sonce. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Minuli konec tedna so Maribor obiskali odvetniki v okviru Dneva slovenskih odvetnikov. O čem je tekla beseda, pa v naslednjem prispevku. V petek se je v Mariboru odvijal Dan slovenskih odvetnikov, ob tej priložnosti pa je Odvetniška zbornica Slovenije spet opozorila na težave pri dogajanju z Ministrstvom za pravosodje glede uskladitve odvetniške tarife, na katero čakajo že vse od leta 2022. Prisotne odvetnike in nekdanje kolege je podprla tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je poudarila, da biti odvetnik ni samo poklic, temveč da gre za poslanstvo in način življenja. In kaj po njenem mnenju zahteva vse delo odvetnika? Humanost, spoštovanje dostojanstva vsakega posameznika in, kar je najbolj bistveno, zahteva spoštovanje resnice in pravice. Odvetniki ljudem prinašate upanje, ko se znajdejo na razpotju, ste njihov glas, ko sami ne zmorejo spregovoriti. In ne gre le za zmago na sodišču, ampak utrjevanje zaupanja ljudi v pravosodni sistem, v katerega verjamemo in za katerega se borimo. Odvetnike so nagovorili tudi predsednik Ustavnega sodišča Matej Aceto, predsednik Vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević ter predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, ki je poudaril, kako pomembno je delovanje odvetniške zbornice. Samostojnost in neodvisnost odvetniške zbornice sta poleg drugih poklicev v pravosodju predpogoj in zagotovilo, da se lahko učinkovito varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Na sami prireditvi pa je spregovoril tudi državni sekretar Milan Brglez, ki pa je v svojem nagovoru poudaril, da bodo rešitev za nastala nesoglasja našli še letos. Drage gledalke in gledalci, danes v našem studiu pozdravljamo dolgoletno vodjo študijskega krožka Tišina, gospo Mihaelo Flisar. Gospa Mihaela, lepo pozdravljeni in dobrodošli pri nas. Čestitljiva, zavidljiva obletnica, ki jo torej praznuje vaš študijski krožek Tišina, pa kljub temu, da je našim gledalkam in gledalcem morda malce za začetek predstaviti sploh, kaj to študijski krožek je. Dober dan. Študijski krožki so neformalna oblika izobraževanja, kjer se določena skupina odloči, da se bo nekaj naučila. Potekajo pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Slovenije. Naš študijski krožek je v Tišini deloval 30 let, pa je potekal v okviru Ljudske univerze Murska Sobota in tudi v drugih krajih Pomurja potekajo študijski krožki v okviru Ljudske univerze Murska Sobota. Drugače pa so financirane strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Tišinskemu je pa tudi vse skozi 30-letno delovanje moralno in materialno stala ob strani tudi občina Tišina. Kdo vse se lahko recimo priključi k vam? Takrat na začetku v letu 1994 so bile to krajanke iz naše občine. Pridružila se nam je tudi dolgoletna učiteljica, ki je na Tišino prihajala iz Murske Sobote. In takrat smo začeli iskati našo kulturno in naravno dediščino. Odločili smo se prvo leto za zbiranje starih krp, ki so bile vezane, in potem smo spoznavali različne postopke kopiranja teh napisov in vezenja. V študijskih krožkih sledimo izobraževalnim in akcijskim ciljem.
Torej, ni samo, da se nekaj skupina dobi in se nekaj po domače meni, ampak je tukaj potrebno slediti izobraževalnim in akcijskim ciljem. Sledite verjetno tudi temu, kakšne so želje in potrebe okoli. Ja, glavnem so to želje in potrebe članov oziroma članic študijskega krožka. One se odločijo, to je demokratičen odnos, ni učitelja, ni učencev, vsi smo hkrati učitelji in učence. Kaj se zmenimo, tisto se potem učimo in vsaka na svojem področju se samo uči, ko pa pridemo skupaj. Delovali smo v prostorih osnovne šole Tišina vsa leta, pa potem to znanje prenašamo eno na drugo. 30. obletnica je eno tako častitljivo obdobje, 30 let druženja ni malo, ne? Hitro pa mine verjetno teh 30 let in vi ste se še posebej potrudili ob vaši 30. obletnici. Naredili ste prireditev, v bistvu nastala je ena luštna knjiga, nastala je tudi razstava. Ja, moram povedati, da so ta leta kar hitro minila, to se vidi predvsem na članica. Takrat smo bili nekje še mlajše, sedaj pa že skoraj najstarejša članica šteje 90 let, je praznovala v juniju. Glavnem pa je naše delovanje potekalo tako. V jesenskih mesecih smo se zbrali in se odločili, kaj se bomo to sezono učili. Nekje v pomladnih mesecih smo pripravili razstavo, kajti akcijski cilj je, da tudi naše delo in dosežke v učenju takratnega študijskega krožka predstavimo javnosti z razstavo. Nekje v oktobru, navadno je bilo to drugi ponedeljek v oktobru, smo pa pripravili v Tropovcih, v gasilskem domu, kjer imajo lepo urejen gasilski dom, pa tudi kuhinjo, prireditev s kulinarično vsebino, ker smo poleg iskanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine, predvsem na področju ročnih del, spoznavali tudi kulinariko in jo nekako oživljali oziroma želimo spet vpeti v naša gospodinjstva, predvsem starejše jedi, ki so jih pripravili naši predniki. In tudi ta 30. obletnica je verjetno izgledala v tem okvirju. Ja, ob 30-letnici smo pripravili kronološko razstavo vseh 30 izvedenih študijskih krožkov v Tišini. In na tej prireditvi sem predstavila tudi drugo knjigo študijskega krožka v Tišini, kajti ob 20-letnici smo izdali že knjigo 20 let študijski krožki v Tišini in takrat se je imenovala Delo in dosežki. Letošnja ob 30-letnici pa je Res dobro študijski krožki v Tišini. V tej knjigi pa so opisane vsi izvedeni študijski krožki, potem kako nas vidijo, ocenjujejo strokovnjake, kakšen vpliv imamo na okolje in kakšen vpliv je delovanje oziroma učenje in druženje v študijskih krožkih pustil tudi na nas samih. Kajti s pomočjo vsakodnevnega učenja ali vsaživljenjskega učenja smo tudi nehote spreminjali sami sebe in okolico. 30 let delovanja pomeni tudi verjetno kar naprej neke nove ljudi, ki so se vam pridružili kot člani. Imate kakšen skrivni recept, gospa Mihaela, s svojo ekipo, da vam je dejansko uspevalo 30 let? Moram povedati, da smo omejeni glede števila. Tukaj nas je lahko bilo vključenih od 8 do 12. Mi smo rahlo kršili normative, tako nas je bilo 14-15. Dosti je bilo ljudi, ki so se želeli vključiti, ampak ni bilo možnosti, tako se njim opravičujem, da niso mogli nikoli sodelovati v našem krožku, ampak težko je pa tudi odnehati, kajti vsi, ki so odnehali, so res bili tehni vzroki, da se več niso vključevali v delo študijskega krožka. Tako da naval je velik, bomo videli, kako bo naprej. Ob tej priložnosti tudi vi nekako zaključujete svojo karierno pot, gospa Mihaela. Kaj pa zdaj naprej? Kakšni so vaši, bom rekla, cilji za naprej? Ja, študijske krožke sem izvajala tudi v drugih krajih, po Pomurju, v Lipovcih, na Cankove, Monoštru, tudi v romskem naselju Vančeva Zborejci sem enega izvedla, v Tešanovci in Murski Soboti. In delo v vseh teh oblikah izobraževanja odraslih me je bogatilo in veselilo. Kaj zdaj naprej? Zdaj je še oktober, sem še polna teh vtisov, teh čudovitih dogodkov. Predvsem pa sedaj evalvacija vsega tega. Zahvala vsem tem mojim članom, ki so se tokom let vključevali
Moram poudariti, da smo svoj čas imeli tudi podmladek študijskega krožka na Tišini, takrat so bile to učenke. Kajti mojega dela ne bi bilo, če ne bi bilo vseh teh članov, ki so aktivno sodelovali v vseh teh krožkih. Moram pa povedati, da smo tudi aktivno sodelovali v domačem okolju in tudi v prireditvah širom Slovenije. Tako naprimer na vseh prireditev v občini Tišina, potem samostojne prireditve smo prirejali, učne ure, kjer smo vse to doseženo znanje v okviru študijskih krožkov prenašali tudi na druge. Sodelovali smo tudi v Ljubljani na Jakopičevem drevoredu, kjer smo razstavljali te različne slike ob 20-letnici delovanja študijskih krožkov v Sloveniji. Krasno, skratka, verjamem, da tudi v prihodnosti vas ne bomo čisto izvzeli iz vsega skupaj. Verjetno še boste kje v ozadju kljub temu tu in tam priskočili puncam na pomoč. Mislim, koliko bo dopuščalo zdravje, da bom še sodelovala kje, ampak še zdaj rabim malo evalvacijskega trenutka. Vse srečo naprej in hvala lepa za današnji obisk v našem studiu. Hvala vam in lep dan tudi naprej. Pretekli vikend se je v murskosoboškem BTC Cityju odvijal že tradicionalni festival nakupov in zabave. Tudi mi smo bili na dogodku in ujeli nekaj zanimivih kadrov. Ta konec tedna je v BTC City Murska Sobota potekal že tradicionalni festival nakupov in zabave. Festival je bil tudi letos posvečen trajnosti s poudarkom na ekološki ozaveščenosti in odgovornem ravnanju z okoljem. Ob tej priložnosti pa so tudi trgovine in ponudniki pripravili številne ugodnosti, akcije in promocije. V petek je publiko očaral in začaral čarodej Magic Alexander, za dodatno animacijo otrok pa so poskrbeli še z ustvarjalnimi delavnicami in poslikavo obrazov. V soboto pa je za zabavo poskrbel Leopold I. in II., predstavila pa se je tudi plesna šola Nina. Po reprezentančnem premoru so se nogometaši obeh prvoligašev iz Prekmurja podali na igrišče. Čeprav je sprva kazalo, da se bodo veselili zmage, sta oba kluba morala priznati poraz. A kljub temu, kako že pravi pregovor, slab začetek, dober konec sezone, kaj ne? Vedeli smo, kje so Celjani ranljivi, dobro smo te stvari izkoriščali, čeprav prvi polčas smo bili prisiljeni v menjavo sistema, tam smo vse lovili v fazi branjenja, smo se kar dokaj slabo branili na začetku, pa smo to rešili, tudi začetek drugega polčasa je bil dober. Zabili, imamo možnost, da jih dobesedno ponižamo, da zazbijemo tretji gol. Lepše šanse ne moreš imeti za 3-0. Enostavno, potem pa nerazumljive napake. Drugje imamo problem. Spravi, mi moramo delati ne toliko na igri, kot je v zadnjem času govora, ampak na agresiji. Agresije se pa ne moreš naučiti. Se pravi, da bomo mogli po zimi mogoče močne reze v ekipi narediti. Žan Mauricio, danes sicer niste uspeli priti do pozitivnega rezultata, ampak prikazali ste se v zelo dobri luči. Kaj je morda še zmanjkalo za točko danes? Ja, jaz mislim, da smo prvi polčas slabo začeli, hitro smo prejeli zadetek, to nas je malo ubil, v drugi polčas smo pa šli zelo dobro. Da bi zadeli kakšen gol, bi se jaz mislim, da hitreje vrnili. No. Da še en gol je druga tekma, tudi una priložnost v prvem polčasu, ampak ja, kaj smo, nimamo kaj, gremo z glavami v naslednjo tekmo proti Primorju. Danes smo imeli sončno in toplo vreme. Tudi jutri bo tako. Kaj pa pravijo obeti, pa v vremenski napovedi. Danes je bilo v Pomurju jasno in sončno vreme. V Krajinskem parku smo opoldne namerili 10 stopinj, v Murski Soboti in Radencih 14, v Lendavi pa kar 16 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka precej jasno vreme, le na Primorskem zmerno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, čez dan pa od 19 pa vse tja do 21 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo na Ptuju in v Murski Soboti 8, v Mariboru 9, najvišje dnevne pa od 19 do 20 stopinj Celzija.
V sredo in četrtek bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Jutranje temperature v Murski Soboti se bodo v naslednjih dneh gibale med 9 in 12 stopinj, čez dan pa vse tja od 16 pa do 19 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse. Če želite izvedeti še kaj več o dogajanju v Pomurju, pa vas vabimo k obisku naše spletne strani ali pa pokukajte na naša socialna omrežja. Hvala za vašo pozornost in na snidenje spet jutri. Srečno!